zamrznjene jagode, mandarine, soja, suhi in stročji fižol, kurkuma, rdeča pesa, paradižnik. To so živila, ki jih je uprava za varno hrano odpoklicala in to samo v preteklem mesecu. Je torej hrana vse bolj nevarna, nas mora zaradi tega skrbeti, sploh vemo, kaj jemo? Je varnost hrane res zagotovljena v celotni verigi, torej od vil do vilic oziroma od hleva do mize? Je potrebno preveriti pravzaprav, kdo tam prodaja. Vsak šlepar, ki bi prišel čez mejo, bi ga mogli vzorce vzeti. 100% varnosti ni, to se moramo zavedati. Gaber je nad Dobrovo dobrih 10 km iz prestolnice. Povsem na koncu vasice leži družinska ekološka kmetija Levičnik. Ko smo jih obiskali, je gospodar Jože Čemažar čistil hlev po jutranji molži govedi. Ukvarjajo se v glavnem s prirejo mleka, imajo 70 glav govedi, redijo tudi krškopolce, nekaj ovc, kokoši. Ob mleku ponujajo še jajca, sveže in predelano meso, mlečne in mesne izdelke in kar nekaj sezonske zelenjave. Dela je za vse dost. Pri Levičnikovih kmetujejo ekološko, kar med drugim pomeni prosta reja živali, ekološka krma, predpisano kolobarjenje, organska gnojila, brez pesticidov in lahkotopnih mineralnih gnojil. Moramo priznati, da nekaj je dražje, čeprav ne zmeraj toliko, kot bi si zaslužili, razne izdelke, ne? Ampak vsak si tega ne more privoščiti. Je pa res, ne, da bi si pa lahko občasno, da bi se človek ljudje videli razliko. Konvencionalna solata zelje, jaz tudi nisem govoril, ampak stranki pravi, vrš je boljši, pa glava je glava, če pogledaš, ampak zrasla je na zemlji, ni zrasla z nekimi dodatki, z hidroponike ali ne vem kje. Pridelkov, priznava Čemažar, sami ne analizirajo. Mleko vzorčijo mlekarne, kamor ga prodajajo. Mleko se vzorči od vsake krave posebej vsak mesec in mlekarne vsaj dvakrat mesečno vzorčijo. Ker se mleka tiče, imajo to pošlihtano. Za ostale stvari zdaj žival ob zakolu grebe pod kontrolo, zelenjava pa jaz mislim, da če vse doma zrasli, da ni treba kontrolirati. Tudi inšpektorjev doslej pri njih ni bilo, so pa pred 2 letoma sodelovali v evropski raziskavi, kjer so podrobno kontrolirali naključno izbrane kmetije. Od hišnega prahu, od kaj živali jedo, kri so živali jemali, blad so jemali, na njivah so vzorce jemali, nas so kri vodo jemali, res so zadržali. Niso nič najdeli. Težava je, da sami še zdaleč ne pridelamo dovolj hrane. V letu 2022 je bila Slovenija 86% samooskrbna z mesom, 39% zelenjavo in le 29% sadjem, kar pomeni, da smo večino zlasti sadja in zelenjave uvozili. Krompir večinoma iz Egipta, solato iz Italije, čebulo iz Avstrije in Nizozemske, agrume iz Egipta, Hrvaške, Italije, Španije, banane iz Ekvadorja in Kolumbije. V Sloveniji je sadje v sezoni od nekje aprila pa nekje tam do oktobra, pa pač po zimi. Zdaj, če pač ti želiš imeti mandarine, klementine, nektarine, pač ti moraš jih uvoziti iz Italije pa iz Hrvaške. David Žalec je ustanovitelj in vodja podjetja Sadje v pisarni, ki 400 podjetjem po vsej Sloveniji dostavlja zabojčke s sadjem, zelenjavo, oreščki, sadnimi napitki. Imajo 3 dobavitelje in od vseh, pripoveduje Žalec, redno zahtevajo analize. Recimo zdaj, ko so bile mandarine, smo tudi mi rekli, da te nam posluša vi, to, da imamo, če nekdo prije k nam, da imamo, mi pa nimamo vodilnih, mi imamo stranke, ki so pač v najboljših podjetjih v Sloveniji. Valjda jih skrbi za njihove zaposlene. In naša dolžnost je, da mi to naredimo prej, oni nas vprašajo za to. Se pravi, zato sem jaz takoj rekel, ko je bilo to, sem rekel, ok, idemo preveriti pa naše dobavitelje iz Hrvaške, ker so pač mandarine. Tudi sami so morali, preden so podjetje sploh odprli, izpolniti številne zahteve. Moraš tudi narediti mikrobiološke analize, če sploh hočeš že ta izdelek na trg. Pa tudi moraš biti pač prijavljen, živilski obrat mora biti tudi prijavljen, pa v bistvu moraš imeti HACCP urejen, od kako to skladiščiš, kako je, ko gre to od skladiščenja do prevoznega sredstva, kako je med prevoznim sredstvom. V bistvu je vrsta enih stvari, checkmarkov. Dejansko mi damo termometer noter, zasmuti, če je temperatura ves čas enaka. In če bi odstopali ta izdelek, ne bi mogli videti. Tako da v bistvu ni hec.
Večina sadja in zelenjave iz tako imenovanih tretjih držav v Slovenijo prispe prek Koprske luke in tam vsa živila, kot smo v rubriki 24 ur inšpektor poročali pred dobrima 2 letoma, podrobno preverijo. Inšpektor mora vsak gomolj prerezati prečno. Na prerezu ugotavlja morebitni bakterijski izloček. Letno prerežemo približno 40 ton krompirja. Danes imamo približno 200 kontejnerjev grozdja za pregledati. Najprej seveda označenost, kjer mora biti podatki isti kot so v dokumentaciji. Potem naredimo pregled tudi vsakega posameznega grozda. Pri fitosanitarnem nadzoru gledamo predvsem prisotnost škodljivcev, ali so kakšne ličinke, bube, jajčeca. Iščemo karantenske glivične in bakterijske bolezni oziroma tudi tetrafide, to so sadne muhe. Hrano inšpektori nadzirajo tudi v trgovinah, pekarnah, restavracijah, na stojnicah, pri dobaviteljih. Redne preglede in vzorčenja opravljajo na podlagi ocene tveganja, izredne ad hoc, torej ob morebitnih prijavah strank, sporočilih drugih evropskih držav, aferah v tujini, pojasnjuje Nadja Škrk, vodja sektorja za nadzor hrane na inšpekciji za varno hrano. Delamo letne monitoringe, s katerimi se skuša dobiti povprečno stanje v Sloveniji. Ukolikor pa se izkaže, da je nekje bila ugotovljena problematika, bodi si pri nas, bodi si pač v tujini, se pa naredi neko izredno vzorčenje ali pa neka akcija, kjer se bolj podrobno recimo pogleda skladnost bodi si konkretnega proizvoda, bodi si recimo lahko tudi države proizvajalke, recimo zdaj smo se fokusirali na srbsko sadje zelenjavo in v bistvu na ta način potem bomo rekli, skušamo targetirati, se pravi tveganje vključiti pač v naš uradni nadzor. Ko pač vzorčimo, se gredo seveda ti vzorci v naše uradne laboratorije. V okviru rednih pregledov oduzamejo dobrih 5000 vzorcev na leto, pri dodatnih izrednih še do 290. Večino vzorcev analizirajo tukaj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano v Mariboru. Vzorce najprej ustrezno označijo in pripravijo za analize, pojasnjuje dr. Boštjan Križanec, vršilec dolžnosti predstojnika Centra za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja. Tukaj je primer vzorca soje, ki ga je potrebno pred analizo seveda ustrezno zmleti, homogenizirati. Tukaj pa že vidite ustrezno potem pripravljene vzorce, označene za različne analize. Lahko izvedemo na enem vzorcu, odvisno kako je dogovor, eno analizo, eno metodo, en parameter, največkrat pa je predpisanih več metod, več parametrov in tako potem vzorec gre na različne priprave vzorcev za analitsko snemanje v laboratorije. Sledi tehtanje, priprava vzorcev. Ob našem obisku so ugotavljali, ali so v hrani težke kovine. Vse vzorce delamo v 2 paralelkah, to se pravi, da preverimo možno kontaminacijo vzorca. Potem pa grejo vzorci naprej, ne? Zdaj pa grejo vzorci na kislinski razklop. Vzorcem za določitev kovin dodamo kislino, v našem primeru dušikovo kislino, koncentrirano. Te vzorce s stojalom vred stavimo v mikrovalovni sistem, v katerem pod tlakom pri določenih temperaturnih pogojih naredimo kislinski razklop. Po kislinskem razklopu imamo bistro raztopino, dopolnimo do znanega volumna in je vzorec pripravljen za meritev na inštrumentu. Autosampler gre na pozicijo, ki je na vrsti. Vzorec bo potoval v to zanko, od tu naprej v plazmo, argonovo plazmo, v kateri je 6000 stopinj in tukaj vzorec popolnoma razpade na atome in ione. Ioni potem potujejo v masni detektor, kjer na osnovi mase in umeritvene krivulje določimo, koliko posamezne kovine je v vzorcu.
Največ je sicer analiz, kjer ugotavljajo, ali so v hrani ostanki pesticidov. Pesticidi so nekje najvišje po številu preiskav in tudi, bi rekel, zahtevnosti, ker gre za zelo široko področje. Registriranih je več kot 1000 različnih spojin, učinkovin pesticidov in pri nas v skladu z evropsko zakonodajo preverjamo varno in pravilno uporabo pesticidov. Če je registriran neki pesticid za uporabo na paradižniku, ne moreš to kar uporabljati na vseh drugih živilih, matriksih. Mi pravimo, preverjamo to pravilno uporabo in varno uporabo. Ali gre za prepovedan pesticid, ki ga ne smemo uporabljati znotraj Evropske unije, ugotavljamo za to inštrumentacijo. Bolj pogosto pa je, da preverjamo mejne vrednosti, se pravi, ne sme biti presežena neka zapisana zakonodaja mejna vrednost. Idealno bi seveda bilo, če hrana sploh ne bi vsebovala ostankov pesticidov, aditivov, težkih kovin in drugih onesnaževal, je jasna Tanja Varl-Turk z Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo interne klinike UKC Ljubljana. Za težke kovine in pesticide velja, vemo, da so za človeka strupeni. To je stvar, ki v človeškem organizmu nima kaj iskati. Mu škoduje, je lahko tudi potencialno rakotvorna in kot taka nima, ne govorimo o nekih mejnih vrednosti. Če gledamo zgolj iz strokovnega, torej medicinskega vidika, govorimo o ničelni toleranci, to pomeni, da ta mejna vrednost v praksi sploh ne bi smela obstajati. A ker se kot regulirani proizvodi lahko uporabljajo pri pridelavi hrane, je realnost drugačna. V zakonsko določenih mejah živila lahko vsebujejo njihove ostanke. Tveganje za zdravje je vse, kar od te meje odstopa. Če stopimo v kožo konvencionalnega pridelovalca, on mora imeti na trgu vse lepo. Konkurenco ima, iz uvoza domačo. Če on ni pridelal najboljše robe, ne bo prodajal in je prisiljen. Ali pa tudi kupi, ker ne ve, kakšno gnojilo je kupil, kakšen pripravek, da je vse lepo enako obarvano, enako čas zorenja, pravi, kakor se kjer znajde, ampak zdaj ta iznajdljivost je pa tako, včasih je tvegana. Neskladnih živil, ki jih morajo trgovci s polic nemudoma umakniti, je, kažejo podatki Uprave za varno hrano, iz leta v leto več. Leta 2018 jih je bilo 64, letos do konca oktobra že 101, največ pa v letih 2021 in 2022. Je glavnina bila pravzaprav posledica uporabe nedovoljenega pesticida, etilen oksida, ki se uporablja za recimo sterilizacijo tega aditiva oziroma sezamovih semen. In te obe dve sestavini so takšni, ki se v izredno majhnih količinah dodajajo v samemu živilu, kar pomeni, da je že en lot neskladne sestavine povzročil umik pod poklic številnih proizvodov. In to je pač pravzaprav doprineslo k porastu v teh 2 letih. Dobrih 40% neskladnih živil so morali lani iz prodaje umakniti zaradi prisotnosti kemijskih dejavnikov tveganja, onesnaževal, mikotoksinov, težkih kovin, ostankov pesticidov, dobro tretjino zaradi mikrobioloških dejavnikov tveganja, 10% zaradi tujkov. Večina umaknjenih neskladnih živil je bila iz tujine, 1/4 slovenskih. Pomanjkljivosti, neskladja v izdelkih s potrošniškimi testi sicer ugotavljajo tudi na Zvezi potrošnikov. Recimo pri testu origana je bil en izdelek, je imel sum na potvorbo, ker je bilo samo polovica izdelka origana, polovica so bili pa oljčni listi. Pa pri čokoladnih sladoledih smo ugotovili, da je en izdelek vseboval preveč enterobakterij in na podlagi naše prijave Upravi za varno hrano je potem prodajalec ta izdelek umaknil s polic. Nadzore ob neposrednem uvozu sadja in zelenjave, zlasti iz držav izven EU, seveda izvajajo tudi sami trgovci, pojasnjuje glavni izvršni direktor Spar Slovenija David Kovačič. Začne se že pri dobavitelju. Mi najprej od dobavitelja zahtevamo, da izpolnjujejo vse te mednarodne standarde, ki tudi med drugim predpisujejo redno vzorčenje blaga. Te rezultate teh vzorcev morajo nam predložiti, brez predpogoja, da mi z njim poslujemo. Potem pa, ko pride blago na naše skladišče, pa tudi najprej prevzem blaga, ker se pregleda kvaliteta tega blaga in tam tudi dodatno določene sadje in zelenjavo vzorčimo
Po septembru, ko so se prav na njihovih policah znašle sporne breskve in slive, so sprejeli še dodatne interne ukrepe in vzorčenja. Z nekaterimi dobavitelji so pogodbe prekinili. Po novem smo to tudi eden izmed ukrepov, ki smo jih po letošnjem poletju uvedli, je en zelo strog standard Global Gap. Se imenuje, ga zahtevamo od vseh dobaviteljev in tudi takrat se je zgodil manjši vseh dobaviteljev, ker vsi tega standarda nimajo in tudi niso želeli v njega vložiti. A kar je pravzaprav najbolj pomembno, vsa neskladna živila, ki jih morajo trgovci umakniti s polic, niso tudi nevarna, torej takšna, pri katerih obstaja resno tveganje za zdravje, zastrupitev ali celo smrt. V večini primerov neskladen rezultat ne pomeni, da je živilo nevarno. V večini primerov. Razen, če imamo recimo primer neke salmonele, Salmonella typhimurium enteritidis, se spomnite lanskoletnega primera z tatarskim biftkom. Dejansko to je tako patogena bakterija, da je pravzaprav pri večini potrošnikov, ki so zaužili, imelo neke posledice. Tako da v bistvu, če gledamo živila, ki so umaknjena ali pa odklicana iz prometa, lahko rečemo, da tistih, ki imajo takojšnje, se pravi neke akutne posledice na zdravje, da jih je relativno malo. Za vsak neskladen vzorec živila namreč Nacionalni inštitut za javno zdravje naredi oceno tveganja, ki pove, ali je živilo varno za uživanje ali ne. Lani so denimo na ostanke pesticidov testirali 716 vzorcev živil, 15 je bilo neskladnih, le en, to so bile slovenske češnje, tudi nevaren. Imamo veliko primerov, ko pravzaprav živilo je neskladno z nekim kriterijem, ki pa ne predstavljajo tveganja, se pravi, da če jih bo potrošnik zaužil, ni nobene škode. Tako je bilo denimo tudi, ko so v korenju z 2 slovenskih kmetij odkrili rakotvorni kadmij. V enem primeru so z oceno tveganja ugotovili, da predstavlja nesprejemljivo tveganje tako za otroke kot odrasle, v drugem, ki so ga jedli tudi otroci v 2 vrtcih, pa, da predstavlja sprejemljivo tveganje za zdravje odraslih in nesprejemljivo tveganje za zdravje otrok in dojenčkov. Torej ne pomeni, da je zdaj živil, ki so zdravju ljudi nevarna, več. Tako je. Živil ni zagotovo več. Je potrebno pa morda samo to povedati, da je delež oziroma število poskočilo deloma tudi zaradi tega, ker smo v mesecu avgustu, septembru, oktobru povečali vzorčenje, ravno na podlagi afere s breskvami in slivami. Tanja Varl-Turk svari zlasti pred dolgoročnejšo izpostavljenostjo nevarni hrani. Moramo vedeti, da se te stvari v bistvu med sabo sumirajo, kopičijo, delujejo na dolgi rok, delujejo sinergistično. Potem imamo tukaj v praksi še onesnaženo vodo, onesnažen zrak in je ta v bistvu davek na dnevni ravni pravzaprav zelo majhen, zaradi tega najverjetneje ne bomo umrli, tudi ne bomo razvili nekih akutnih prebavnih težav. Z leti bomo pa lahko plačali svoj davek, naprimer denimo z razvojem nekega raka prebavil ali imunsko pogojene bolezni. Uprava za varno hrano od oktobra javnost sicer obvešča o vseh neskladnih živilih, ne glede na to, ali so ocenjena kot varna ali nevarna, in pomembno je, da ta opozorila vzamemo resno. V pomoč bi sicer bilo, ugotavljajo na Zvezi potrošnikov Slovenije, če bi bila razumljivejša, dostopnejša. Vsekakor se nam zdi najbolj pomembno, da ta informacija doseže potrošnika pravi čas, zato mora biti transparentna, hitra in pa seveda dosegljiva na enem mestu, se pravi lahko dostopna potrošnikom. Najkasneje od konca leta naprej bomo imeli tudi vse inšpekcijske službe na spletni strani UKOM-a za vse nevarne proizvode, pa pri živilih tudi za neskladne, vse zbrano na enem mestu. Predvsem pa je ključno, da jemo zmerno, raznoliko, sezonsko in, če se le da, ekološko, lokalno. Izogibanju procesirane hrane, to so vsa tista hrana, ki ima dodana neka umetna barvila, sladila, konzervanse in druge aditive, za katere vemo, da so nekateri potencialno zdravju škodljivi. Predvsem naj se držijo kupovanja sezonskega, pri sadju in zelenjavi to zagotovo, da ne pride oddaleč, ker vemo, da rabi potem zdržati to dolgo pot. Lokalno tudi, ampak ne nazadnje preverjeno, se pravi preverjena kakovost. Dajmo otroke začeti danes učiti v vrtcih pa v šolah, da tisto, kar ni najlepše, tudi ni najslabše. Važno je okus,